Letošnji izbor zanimivih in zelo prodornih podjetij govori nekaj stvari. Imamo očitno zelo zanimive podjetje z mednarodnimi ambicijami, ki rastejo ne samo povprečno, ampak izrazito nadpovprečno. Ne bojijo se izzivov tujih trgov, ne bojijo se novosti, ne bojijo se gradnje lastnih blagovnih znamk in ne bojijo se prilagajati potrošniku, ki je seveda vedno bolj zahteven. Jaz močno verjamem, da je danes v tej sobi ogromno znanja, ogromno know-howa, ogromno nekih že začetih dobrih zgodb, ki so že v teku in ki podajajo odgovor na zahtevne situacije in na zahtevne hitre spremembe, ki jih vidimo na trgu. Verjamem tudi, da živilci znamo stopiti skupaj. To tudi čutim danes ali pa v zadnjem letu, da smo kot odgovor na neodgovorne razmere bistveno bolj stopili skupaj, se pričeli povezovati in zato res verjamem, da je to prava pot naprej in verjamem tudi, da bomo s pomočjo dodatnih spodbud napovedanih s kmetijskega ministrstva lahko še uspešni in pa dejansko tudi postali regionalno in pa evropsko konkurenčni v prihodnosti. Sam bi si predvsem želel, da je slovenska živilska industrija bolj ambiciozna, da si drznemo, da si bolj upamo in morda smo prav mi zgled tega, kaj pomeni biti drzen. Jaz ali pa vsi vemo, da Slovenija nikoli ne bo največja nacija na svetu. Lahko pa smo dovolj dobri, da nas nihče ne more spregledati. In če verjamemo v svoje ideje, če verjamemo v svoje znanje, predvsem pa v svoje ljudi, nam zagotovo ne more pri tem spodleteti. Sigurno veliko dela čaka novega ministra in novo ekipo. V naši industriji so razmere stabilne, vendar res ne moramo pogledati malo naprej. Imamo težave z kadrom, tako v kmetijstvu, kot tudi v živilski industriji. Ogromno je administrativnih ovir, ki se jih verjetno da poenostaviti. Tudi prioriteta vlaganj je pomembna. Želimo si več izgradnja hlevov, kako pritegniti mlade, narediti kaj na izobraževanju. Tako da mislim, da dela je res na pretek in se veselim, da bomo lahko tudi to skomunicirali in se z njimi pogovorili.